pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela tekma 6. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Šiška oziroma na Žaku se bosta pomerila domači Bravo in Mura. Šaban Adže z napadom ne nadaljuje, staknil je udarec, Mura pa napada prek Dakuja. Mirlin Daku se spusti v prodor, Daku išče rešitve, tudi prostor za strel. Še vedno Kosovec, krasno za Beganoviča, priložnost za Muro, brani Orbanič. Luka Bobičanec, odločne udaril po žogi, na to do strela prišel še Klemen Pucko, predlože Klemna Pucka. Šaban Adžaj še ustraja, prišel bo do žoge, spremlja ga Beganovič. Tudi Šaban Adžaj seveda zelo živahen, krasno Šaban Adžaj, Beganovič je dobro utekel, Beganovič pred vrata do strela je prišel Cipot. Vreči nazaj v igrišče Trontal, Kurtovič, Kramarič, Martin Kramarič, dober poizkus, to da brani Obradovič. Lorbek pelje žogo naprej, ne gre sicer za najhitrejšega nogometaša, Tijo Cipot pred vrata, dobra podaja Prečka. Prečka se je stresla, pa še enkrat priložnost za Muro. Bravo se je obranil. Je moč opaziti, da Mura ima nekaj težav pri iznosu žoge, zdaj pa krasno Daku, Šaban Adžaj. Odličen poizkus Šaban Adžaja. Po pridobljeni žogi Šiškarjev, Šrolar, Pucko pred vrata, slabo je ocenil Orbanič, priložnost za Muro, to da Klepač ni prišel do strela. Trontal, Žan Trontal, slab predložek Trontla, lovi Obradovič. 11 metrovka za Bravo, Kramarič je padel pred vrati, očitno ga je odrinil Kaj Cipot in na belo točko je pokazal Alen Bubek. Žan Trontal ali Obradovič. Dobil je znak Trontal in Prečka Trontla. Ostaja pri zidu 0:0, Mura se je obranila. Do konca je sodniškim dodatkom vreče slabih 10 minut in naj zmaga boljši, naj zmaga tisti, ki bo pač dosegel gol. Tole Daku gol! To je nogomet, Mirlin Daku, Mura vodi z 1:0. Četrti zadetek Kosovca v letošnji sezoni, skupno 9. v tem tekmovanju in deliri v Murski Soboti zdaj. Mirlin Daku je Muro popeljal do vodilnega zadetka, kdor ne da dobi. Znova je vredno izpostaviti to nepisano nogometno pravilo, fantastično se je znašel Mirlin Daku, potem ko na zadnji tekmi zaradi birokratskih razlogov ni imel pravice nastopa, pa je zdaj pičil, premaga Orbaniča, sijajen strel zares. Dejan Grabič, danes smo videli dober Bravo, igralci so se držali načrta, izpolnjevali vaše zamisli. Kaj na koncu po vašem mnenju zmanjkalo? Pomanjkanje sreče ali je narobe kaj drugega, da na koncu vedno malce zmanjka za pozitiven rezultat? Mogoče res, sicer trenerji se redko na neko srečo skušamo izgovarjati oziroma hočemo vpliv sreče vedno izničevati, da je to čim manjši delček tega, kar prinese rezultat. Ampak vseeno, nek športni moment nam ni naklonjen. Imeli smo konec koncev v taki al-pari tekmi penal v 83 minuti, ki ga nismo izkoristili in škoda, zato ker, mislim, ste dobro opazili, igralci so dali vse od sebe, se pravi tudi v psihološko težkem stanju, v krču, mislim, da smo to dali čez in bi ta tekma bila idealna za neko za ta psihološki preboj, da bomo na naslednjih toliko boljši. In nekaj nam pač sporoča, kako vodimo to sezono. Se pravi, po zelo uspešni sezoni, ko smo veliko to poudarjali, je bil moment, nevaren moment, se pravi, da je treba res nadgraditi neke zadeve, kar nam pa ni uspelo, ampak to je že debata za drugič.
Zdaj za nas, za naprej, mi imamo, se pravi, sestaviti se moramo. Psihološko zdaj ne smemo panike delati, ker je na igrišču končno izgledalo približno temu, kar mi hočemo. Bili smo dovolj potentni, prebijali njihovo zadnjo linijo, prihajali v neke priložnosti, pol priložnosti, na koncu imeli ta penal, ki bi lahko odločil. In velika škoda, tako da sem igralcem lahko čestitamo za dobro tekmo. Kaj morda storiti z realizacijo, tudi danes zapravljena 11 metrovka, nekatere nevarne akcije, ampak ponavadi ali napačno sprejemanje odločitev v priložnosti ali kaj narobe, da vendarle iz priložnosti napadalci ne dosegajo golov? Sprejemanje odločitev je kakovost. Mi imamo dovolj kakovosti, ampak v situaciji, v težki situaciji, se pravi, ko si serijsko izgubil z 1-0, se je zavlekel nek krč in je logično, da mladi igralci, mi imamo mlado ekipo, spet smo imeli toliko in toliko mladincev zraven, jim je teže, ker niso tolikokrat bili v podobni situaciji in ni logično pričakovati to, da se bojo pod pritiskom znali dobro odločati. Se pravi, da bo z teh odločitev slabših bo verjetno več. To se pa že vračam na tisto, da imamo še zdaj en teden prestopnega roka, ne zato, da dodamo kakovost, ampak da dodamo konkurenco v ekipo, zato ker imamo premalo, sploh premajhen kader, da bi lahko uspešno napadali zdaj naš prvi cilj, ki je boj za obstanek. Zdaj je to jasno in od tega ne bomo odstopali, glave bomo dali skupaj in šli v ta boj. Omenili ste prestopni rok, lahko morda konkretno izdate kakšno ime? Lahko vam izdam 50 imen, ali pa 100, ki smo jih vrteli skozi prestopni rok, ampak smo v situaciji, ko sledimo oziroma nočemo iti iz nekih gabaritov naše filozofije, se pravi toliko in toliko domačih slovenskih mladih igralcev, so pa še finančni gabariti, ki jih nočemo podirati. In bo res izziv zdaj v zadnjem tednu, v zadnjih 10 dneh dobiti, zapolniti te vrzeli, da bomo bolj konkurenčni. Damir Čantala, vaša 10. trenerska zmaga v prvi slovenski nogometni ligi. Danes vas verjetno veseli predvsem to, da je obramba delovala zelo dobro, bistveno bolje kot na kakšni prejšnji tekmi. Pa ja, v bistvu smo nekoliko spremenili naš način igranja, se prilagodili, enostavno vložek je tako velik, da smo nekaj mogli narediti, bili smo bolj previdni, bolj kompaktni, z tega vidika, zaradi tega smo tudi manj igrali, imeli manj priložnosti, ampak v tem trenutku je bil pomemben samo rezultat, zato smo se prilagodili in mislim, da na koncu povsem zasluženo zmagali. Danes ste torej ubrali bolj pragmatičen pristop, dejali tudi sami, da ste manj igrali, ali lahko pričakujemo takšno Muro tudi na naslednjih tekmah ali boste od tega sistema vendarle malce odstopili? Pa dobro, odvisno od nasprotnika, odvisno od situacije, v kakšni smo mi, odvisno kaj bomo iskali na odločenih tekmah. Je pa super to, da se lahko tako hitro prilagodimo, spremenimo, glede na to, da smo zdaj ves čas trajali pri eni zadevi. Ko nam je začela malo voda teči grlo, smo spremenili in se prilagodili, to je vsekakor kvaliteta. Bomo pa videli, seveda, prvenstvo, sezona je dolga in odvisno je od nasprotnikov predvsem in situacije. Nemanja Jakšič, dolgo ste se držali načrta, delovali dobro, Muri niste pustili veliko priložnosti, kaj je na koncu po vašem mnenju zmanjkalo? Mislim, da dekoncentracija nas v obrambi. Ko smo promašili penal, smo malo padli, Mura je to izkoristila in to nas je koštalo do zmage, mislim, pike. Vi ste izkušenejši v ekipi, kaj zdaj reči manj izkušenim igralcem, kako napraviti, da ne bodo pod vplivom neke rezultatske krize? Mi moramo ostati mirni, delamo, gremo dan po dan, mislim, da se bomo izvlekli iz ove krize. Težko je, ali moramo delati naprej, evo že v petek je nova tekma, gremo v Sežanu, dati sve od sebe, pa bomo videli, kako nam se bo steklo. Nik Lorbek, po dolgem času ste zmagali, se zdaj kaj lažje diha? Ja, sigurno se lažje diha, zelo smo veseli za to zmago. Rabili smo 3 pike na vsak način, kar se je mislim videlo na tekmi, ki je bila dokaj grda, težka, na težkem igrišču in na koncu smo dobili 3 pike, kar je važno, da lahko gradimo na tem za naslednje kroge. Danes si znova igral v prvi 11-terici, verjetno zdaj po zmagi pričakuješ, da bo tako tudi na naslednji tekmi. Pa ja, to je odločitev trenerja, jaz vedno gledam, da bom dal maksimum ekipi, tam, ko me ekipa rabi.
Danes sem igral v prvi enajsterici, upam, da bo trener z mojim delom zadovoljen in upam, da bom naslednjo tekmo spet začel.